Ok, imamo. Zdaj, mogoče, kako pa Zveza borcev gleda na te aktualne dogodke, mislim, v današnjem času, a je možno, mislim, bilo je nekaj pozivov, da se dosje druge svetovne vojne zapre, ne? A je to možno v bistvu v tem sedanjem času to doseči? No, mislim, da je odlična istočnica današnjega dne govor tovariša Bogdana Solnika. Čas je že, da se začne zapirati to poglavje druge svetovne vojne, ker v tej luči, kot se prikazuje danes in politizira, pravzaprav je to nevzdržno. Današnji čas ni primeren za diskusijo o tem, kaj je bilo, kako bi bilo, če je bilo drugače. Danes je čas, da se pravilno oceni tisto dogajanje in dejstvo je, kar je povedal govornik današnji, da je nesporno dejstvo, da je bila Slovenija skupaj s tedanjo državo Kraljevine Jugoslavije okupirana in če ne bi bilo okupacije, ne bi bilo upora in ne bi bilo vsega, kar je temu nadaljevalo. Dejstvo pa je, da je Zveza borcev organizacija, ki se zavzema tudi za mir, tudi za socialne pravice, tudi za enakopravnost in tudi za prekinitev vseh vojn v svetu. Tako da mi nismo neko zgodovinsko društvo, mi smo socialna, civilna družba, ki se zavzema za pozitivne vrednote za vsakega človeka. Na kakšen način pa mislite, da je to možno doseči? Je to možno z neko veliko koalicijo dosegati v političnem prostoru ali na kakšen način bi se to moralo narediti, v bistvu ta seganje tega in iti naprej v bistvu in reševati sedanje probleme v bistvu? No, prva raven je zanesljivo, glede na to, da živimo v organizirani državi, je politična raven. Torej država, mislim, da premalo stori, da bi pomirila te duhove in da bi pravilno vrednotila slovensko zgodovino. Drugo pa je dogajanje med ljudmi. Če bo dejansko postala Slovenija država blaginje, potem bodo tudi problemi današnji in pretekli veliko manj negativno vplivali na dogajanje v Sloveniji. Dokler je pa ta krizno obdobje, je pa v bistvu, mislite, tudi frustracija ljudi velika in se išče krivce za vse, za nazaj in za naprej v bistvu. Normalno, človeške frustracije so bile vedno v zgodovini krasno gojišče za totalitarne režime, od fašizma, nacizma, pa še predtem. Torej, če bodo ljudje dobro živeli, če ne bo potrebno skrbeti za to, da so njihovi otroci lačni ali so goli ali bosi, potem se bodo veliko manj ukvarjali s tem in bodo veliko manj dojemljivi za razne negativne populizme. Kakšne pa vidite možnosti med političnimi strankami, ne, v bistvu, kjer Nova Slovenija predlaga nek zakon o pokopu in te zadeve, ampak ni soglasja na desni niti o tem? Glede tega zakona pač ne vem, kakšna bo njegova usoda, poznam vsebino prvega osnutka. Sicer proklamirajo to kot nek tehnični zakon, čeprav je dokaj nenavadno, ker v pravu se zakoni urejajo vsebinske zadeve, ne tehnične zadeve. Tehnične zadeve se urejajo s pravilniki in uredbami. Torej, ne vem, kaj je celoten namen tega zakona, vendar s posameznimi zakoni, posameznimi ukrepi ne bo možno rešiti situacije. Torej, Slovenija rabi enoten pogled v parlamentu najprej, ne z glasovanjem večinsko, ampak iz prepričanja. Vendar ob trenutnem dogajanju je zelo malo verjetnosti, ker očitno nekatere stranke rasejo in iščejo svoje priložnosti v negativnih okoliščinah, ne v pozitivnih. Torej, politika bi morala graditi pozitivno, ne pa negativno. To je ključna zadeva. Glede na to, da ste sekretar organizacije Zveze borcev, ampak po drugi strani pa imate bogato, bi rekel, zgodovino za sabo, tudi poznate akterje te, ki so danes na politični sceni. Kako ocenjujete danes recimo delovanje Janeza Janše kot politika? Če ga zelo nevtralno ocenjujem kot politika, je seveda odličen politik, ker iz vsake zgodbe potegne plus. Torej, to je tako, kot da bi bil odličen finančnik, ker bi vsakega poslovnega dogodka potegnil dobiček. Drugače, če pa gledamo vpliv njegov na celotno dogajanje v družbi, pa zanesljivo ni pozitiven. Hvala vam.